med Hrvati in med Mađari. In če bomo skupaj oblikovali s tistimi ljudmi, ki želijo to regijo krepiti, večjezično, večkulturno, spoštovati jezike in kulture, bomo lahko Evropi napredovali. Če bomo pa tako rekoč dovoljevali, da bojo tisti, ki razdvajajo ljudi, imeli prevlado, bo pa ta regija, tako kot je že 100 let, vedno regija nekih napetosti, konfliktov, prva vojna, druga vojna in neke hladne vojne in tako. To je glavna zamisel bila, mi zdaj delamo 3. leto, vsi, ki sodelujete, hvala vam. Mislim, da smo naredili en korak naprej, to pa ne pomeni, da ni pred nami še veliko dela. Hvala. Hvala, Felix. Z mano pa sta dva gosta, in sicer tokrat smo se odločili za temo medijev. Pa ne čisto po naključju, ampak pravzaprav zato, ker so mediji v tem trenutku ključni. Ključni za regijo, ključni za informacije in ker so tudi mediji v tem trenutku eni taki posebni situaciji zaradi covida, situacija, ki nas je vse nekako spremenila, preoblikovala. Z mano sta Igor Devetak, pozdravljen gospod Devetak, odgovorni urednik Primorskega dnevnika. Primorski dnevnik je edini slovenski dnevnik, ki izhaja v okviru slovenske narodne skupnosti v Italiji, začetki pa segajo že v maj 45, ne? Tako, ja. In z nami je tudi gospod Marko Tavčar, glavni urednik slovenskega novinarskega oddelka italijanske televizije, oddelka italijanske radiotelevizije RAI, sem pravilno rekla. Tudi vaš informativnih uredov, ja. Deželnega sedeža RAI Trst. Hvala za dopolnilo. In tudi vaš pričetek sega v leto 45. Najprej ste začeli kot radio, potem je ustanova začela oddajati kot televizija leta 95 in danes obedve sta dodali zraven še splet, se pravi internet. Tako da vas lahko praktično res spremljamo tudi mi, povsod. Naj v tem trenutku tudi povabim aktivno vse udeležence, da se nam pridružijo, če imate kakršnekoli komentarje, kritike, mnenje, diskusijo, kakorkoli, da nam v chat zapišete vprašanje, lahko pa vas vključimo tudi direktno v živi prenos. Torej, hvala za sodelovanje in kar začnimo. Novinarstvo kot poklic. Kaj pomeni to biti novinar in kako to postaneš? A greš v šolo in dobiš certifikat, pa si potem novinar? Ali je to pravzaprav neka radovednost, ki žene človeka in želja po pisanju, da te pravzaprav opogumi, da postaneš novinar? Gospod Devetak, prosimo vas za začetek. Lep pozdrav res vsem, po vsem svetu, kjerkoli ste in nam boste prisluhnili. Mislim, da je že v sami besedi poklic osnovna informacija o novinarstvu, o novinarju. Jaz sem sam pri sebi prepričan, da to ni katerikoli poklic, nekje moraš biti vanj poklican, recimo tako, se bom malo ponavljal, malo kakofoničen, ampak tako je. Po mojem prepričanju, zato novinar mora imeti neke določene osebnostne značilnosti. Novinar je vsekakor najprej radoveden opazovalec svojega okolja, a ne samo širše, to je razgledana oseba. Ampak radovednost je prva značilnost vsakega dobrega novinarja. Mora biti to oseba, to ni področja, ki ne bi pritegnil njegove radovednosti, njegove pozornosti. Mora biti istočasno vpet v sedanji čas, ne zgledam preteklost, ampak mora imeti neke kompetence, neko znanje, smisel za novico, absolutno, to velja predvsem za novinarje pri dnevniku, kot je naš, smisel za novico, to je za novost, kaj se novega dogaja, težnje v družbi, katerikoli področjih. In potem seveda dober pisec. Ne spomnim, jaz govorim res v imenu časopisnih novinarjev. To je dober pisec s smislom za jezik, v našem primeru s smislom za slovenski jezik, za dober slovenski jezik. Je pa tudi res, da naš poklic se je zelo spremenil, o tem bo govor potem, kasneje očitno, ampak bi tu še rad izpostavil nekaj, da dober novinar je, če se zna spretno premikati tudi na terenu.
Dober novinar ni ta, ki sam po telefonu vsega, ampak to je človek, ki išče neposredni stik z dogajanjem, s sogovorniki. Mislim še vedno, da mora biti tudi nekje kritičen do svojega okolja, za katerega piše, ampak recimo tudi istočasno naklonjen ljudem. Torej, dober novinar mora istočasno tudi imeti stalno v očeh bralca, človeka, ki ga nagovarja. Svojim kolegom svoje kolege prigovarjam, da ko pišejo svoje članke, svoje zapise, morajo skoraj zaznati dah bralca za sabo, ki v realnem času bere. Gospod Tavčar, poplava novinarjev v zadnjem času, pa novih medijskih hiš, časopisov, ne bom naštevala vsega, ampak je kar postala ena poplava novinarjev. Kaj vi porečete na to? Je novinarstvo v zadnjem času napredovalo po kakovosti? Ali, če se vi spomnite svojih začetkov, je bilo to malo drugače? Kako bi vi to... Ja, mislim, recimo, da kar se tiče tukaj deželnega sedeža RAI oziroma prakse znotraj državne italijanske radiotelevizije, novačenje, če hočemo tako reči, novinarjev, se je pač zadnja leta so razpisani natečaji, se pravi, se prijavijo interesenti za ta poklic, posebna komisija, ki deluje na vsedržavni ravni, pripravi najprej neki test, nekimi odgovori, tako skoraj bi rekel, da križce postavljaš in moraš pokazati neko znanje, neke sposobnosti, na kar sledi seveda pogovor, komisija se zbere, pač izprašajo kandidata in potem je še skupina tako rekoč psihologov, ki vzame človeka v pretres, na kar potem sestavijo neko lestvico in če dosežeš določeno število točk, prideš poštev, da te lahko pokličejo v razmaku 3 let. To je praksa zadnjih let. Vsekakor pristop k poklicu je v Italiji lahko dvojen. En sistem je ta, da obiskuješ novinarsko šolo, recimo v kakšni univerzi, v Urbinu ali v Miljanu, tako. Po zaključku te šole moraš pa v vsakem primeru, oziroma ali pa greš, kako bi rekel, v ta poklic s tem, da začneš kot publicist pri časopisu, pri kakšnem radiju, ki te mora pa vpisati v poseben seznam praktikantov, državni seznam praktikantov pri časnikarski zbornici. Ko si praktikant, po 18 mesecih lahko greš opravljati državni izpit v Rim. Državni izpit je seveda sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Od zadnjih 20 let je mogoče opravljati ta izpit tudi v slovenščini, prej, ko smo ga opravljali v naših letih tudi samo v italijanščini. Tudi v tistem primeru se sestane posebna komisija, ki pač dodeli neko vrsto naslovov kandidatom. Ti kandidati izberejo med predlaganimi naslovi, se lahko zelo različne vsebine, od zunanje politike do notranje politike, do kulturnih vesti, športa, mode, kakorkoli. Si pač izberejo temo, ki jim ustreza in se odločijo tudi za obliko članka, ki ga predstavijo. Za radio, za televizijo, za tednik, za dnevnik. Kajti vsaka zvrst ima tudi svoj časnikarski jezik. To pomeni, da recimo za radio moraš napisati tako imenovani naslov, to je stavek, ki naj bo daljši od 7-8 sekund. Potem kratko novico, ki je dolga recimo od 5 do 8 vrstic. Daljšo novico, ki je lahko dolga do 15 vrstic, to je približno 1 minuta, in komentar, ki je potem recimo lahko dolg 2 minuti, se pravi približno 30 vrstic. To je recimo za radijski medij. Vsaka zvrst pač ima svoj sistem, svoj časnikarski jezik, ki naj ga kolega, ki so loti tega dela, tudi obvlada. Torej,
Po tem pisnem delu, če opravi pisni del, ima še ustni del izpita, pri katerem mora kandidat dokazati določeno znanje z področja civilnega in kazenskega prava, z področja zakonodaje o tisku in seveda tudi nekaj splošne kulture. Zdaj, zadnja leta, že kar nekaj let, tudi lahko kandidat predstavi svoj tako imenovani referat, se pravi, da predstavi nekaj sej, v katerem izpostavi določene teme, ki jih na to komisija lahko zelo pretresi. Jemljo pretres sprašuje tudi z tega področja. To je recimo postopek, po katerem vstopaš v ta naš poklic. Ko si opravil državni izpit, si vpisan na to v seznam poklicnih častnikarjev, kar potem predstavlja, torej poklicnih častnikarjev, ki so organizirani potem na pokrajinski oziroma državni ravni in na vsedržavni ravni s svojimi institucionalnimi predstavništvi. Ampak to me pravzaprav čudi, da je tak postopek, relativno dolg in zapleten postopek. Ne vem, kako pa je v Sloveniji, in mogoče, gospod Devetak, vi veste, kako je v Sloveniji, ker jaz namreč mislim, da je tukaj predvsem bolj... Italija je izjema v tem smislu. Italija ima dolgo tradicijo novinarske zbornice, to je organa, ki nadzira delo novinarjev, ima nekatere pristojnosti. Tega v Sloveniji ni. Vem, da so seznami novinarjev pri kulturnem ministrstvu, ampak Italija je, mislim, ne vem, če je v Evropi kakšen podoben primer. To sicer izhaja še iz časa, se motim, fašizma v resnici, ko je tudi neka država izvajala nek nadzor nad novinarji. Je pa res, da v modernem času potem obstoj novinarske zbornice, ki ima tudi med drugim pristojnosti, da disciplinira ali pa tudi da kaznuje novinarje, osebe, ki zlorabljajo recimo poklic v primeru lažnih informacij, je tudi istočasno jamstvo za kvalitetno novinarstvo. A bi potem lahko rekli, če sem lahko malo kritična, da je italijansko novinarstvo zaradi tega potem bolj kvalitetno in bolj kredibilno od slovenskega? Ni rečeno. Tega ne moramo trditi na noben primer, kakokoli dobro novinarstvo je odvisno od dobrih novinarjev. Tudi Italija ima nekaj problemov z novinarstvom, predvsem v zadnjih letih, ko so se polarizirali duhovi znotraj tega poklica, torej novinarstvo je izgubilo nekaj verodostojnosti in tudi če obstoj zbornice, pa to še ne pomeni dejansko ta zbornica, dejansko vsakeč, ko bi potreba tudi posega za to, da bi novinarstvo dalo recimo neke garancije o kvaliteti. Da mogoče nadaljujemo, zdaj v preteklosti, ko se je pojavil radio, so rekli, da bo radio spodbil časopis. Potem se to ni zgodilo. Potem se je pojavil nov medij, se je pojavila televizija in takrat so rekli, da bo televizija izpodrinila časopis in radio. Tudi to se pravzaprav ni zgodilo, ne? Potem pa je prišel spet četrti medij, to je pa zdaj internet, ki pa je kljub vsemu malo spremenil te relacije, sploh v zadnjem času povezane s covidom. Kako vi pa gledata na to, kako je internet spremenil medije? Gospod Tavčar, mogoče vas lahko? No, gotovo. Internet je prav gotovo spremenil tudi naše delo in gotovo je to sredstvo, ki pravzaprav lahko obogati vse nas, v smislu, da s tem medijem smo sedaj dosegljivi pravzaprav po celem svetu. Torej, z tega vidika je to velik izziv in tudi velika prednost, kajti lahko nagovarjamo rojake, ki živijo v Avstraliji, v Ameriki, v Argentini. Gotovo je to velika prednost. S tem mislim, da to velja za vse medije, ki so v našem zamejskem prostoru, tako za Primorski dnevnik, za radio, naš radio in televizijo, se pravi Raj, za tednik Novi glas, za tednik Novi Matajur. Vsi ti mediji so v zadnjih časih začeli polagati zelo veliko pozornost prav spletnim stranem. Kar se tiče naše hiše, mi smo z internetom začeli pravzaprav pozno, kajti moramo upoštevati, da Raj je začela postopoma
uvajati spletno stran, skupno spletno stran za deželne sedeže, to je vsaka dežela v Italiji ima svoj deželni sedež, ki je pristojen za zbiranje krajevnih novic in v nekem smislu opravlja tudi vlogo agencije na terenu, v smislu, da posreduje vesti osrednjim dnevnikom v Rimu. No, na ta način je RAI v letu 2017-18 postopoma sedež za sedežem, deželo za deželo vzpostavlja spletne strani za vse deželne sedeže. Mi smo bili eni prvih in smo, če se ne motim, od meseca februarja 2017 začeli s temi tečaji. Kmalu na to smo začeli tudi s predvajanjem posnetkov po spletu in temu je seveda logično sledilo tudi predvajanje oziroma spletni račun na Facebooku, kar spet širi to možnost, da ljudje pogledajo. Kajti, mislim, postopek je jasen, človek najprej vidi na Facebooku in potem, če ga neka tema zanima, jo poglobi na spletu. Se pravi, da Facebook je nekje neka vaba, da povabi človeka, da si ogleda tudi prispevek potem na spletu. To je praksa. Gospod Devetak, vi ste bili eni prvih, vi ste že 98. leta uvedli spletno stran. Tako je. To so že kar leta enih izkušenj, enih statistik, enih vzorcev, ki jih lahko vidite. Tako je, ja. Zelo zgodaj smo se preselili tudi na splet. Zelo zgodaj smo očitno videli tudi potencial tega medija. Še to bi povedal, danes med drugim našo spletno stran obnavljamo, posodabljamo, ni zaključena, ampak splet ni samo splet. Kolega Marko je pravilno povedal, so socialna omrežja, so aplikacije. Med drugim, ravno v tem času, v času epidemije, nam je prav splet omogočil, da sploh izhajamo. Da izpolnimo, da smo morali zaradi epidemije, ki jo plazati naše uredništvo, dejansko celo vse novinarje in ostale osebe, torej tiskarje, stavce, tajnice, preseliti na domove. In spet nam je omogočil, da ohranimo povezanost celotnega uredništva na razdaljo. To je slabša varianta, ko gre za novinarsko delo, ampak vsekakor v tem trenutku, recimo tako, nas je tudi rešil. Ne povem, da kam to vodi, mislim, 20 let prisotnosti na spletu, kam je to pripeljalo, zato da danes Primorski dnevnik že ni več monomedij, to njegov produkt ni sam časopis, ampak je multimedij. In to je največji izziv uresničiti neko integrirano uredništvo, to konvergenco, kot se temu reče. To pomeni, da vsakodnevno vsi novinarji delajo na vseh platformah. To je na tiskani izdaji, na spletu, na aplikacijah in na družbenih omrežjih. Kdor ima to srečo, in mi jo imamo, da ima mlado uredništvo, dinamično uredništvo, to zmore, ne? Dobili smo 2 vprašanji. In sicer prvo vprašanje je od Ele. Mladi so zelo blizu družbeni mediji. Tradicionalne pogosto jemljemo kot zastarele in menijo, da jih ti komunikacijski kanali niso prilagojeni. Družbeni mediji so žal polni lažnih informacij in zavajajoče oblikovanih resnic. Zanima me, kakšno prihodnost vidite v družbenih medijih kot virih in novic? Torej fake news. Ja, ta nevarnost je gotovo zelo prisotna. Mislim, pravilo, ki se ga skušamo držati pri tem, je, da dvakrat preveriš neko vest. To je staro pravilo časnikarsko in še vedno drži, da moraš preveriti vir informacij in preveriti, ali gre za verodostojno vest ali ne. Mislim, da to danes velja mogoče bolj kot kdajkoli prej. Tako glede krajevnih vesti, kot tudi glede svetovnih. Je pa res, da danes v par sekundah imaš lahko vest z kateregakoli konca sveta oziroma kateregakoli konca našega teritorija in to je velika obogatitev, kajti lahko takoj
posredujemo vesti na vseh medijih, ne, po radiju, po spletu oziroma po Facebooku in ne nazadnje tudi po televiziji, če nekdo pošlje recimo posnetek. To je gotovo neka velika pridobitev. Bi pa rekel tudi to, da recimo prav ta COVID čas je ovrednotil tudi, ne vem, radio recimo, ne, slovenski programski oddelek je v mesecih, spomladanskih mesecih, ko je bila tudi naša dežela dobesedno zaprta in recimo ni bilo pouka rednega in tako dalje, za vrtce in osnovne šole so imeli praktično dnevne oddaje, s katerimi so skušali tudi pomagati šolstvu. Pravi, da tudi taki tradicionalni mediji, kot je lahko radio, imajo v določenih pogojih, kot je recimo ta COVID čas, svojo pomembno vlogo in lahko bistveno obogatijo neko ponudbo na teritoriju. Tako da jaz mislim, da se vse te oblike medijev pravzaprav dopolnjujejo in ne izključujejo. Seveda pa je vprašanje, kako vest predstaviš, kajti vsaka oblika, vsak medij ima svoj česnikarski jezik in moraš ta pravila upoštevati. Ne moraš ti recimo po tweetu pisati romanov. Ne? Napišeš pač nekaj gesel, kratkih, ki lahko vzbudijo pozornost in nudijo tisto osnovno informacijo, ki si jo pač človek želi dobiti. Jasno je, da poglobitev bo šel iskat v tednik ali v mesečnik. Ja. Zdaj, Luka je še eno vprašanje zastavil. In sicer, na podlagi izkušenj in opazovanj smo danes na žalost obkroženi tudi z nekompetentnimi novinarji, to je pravzaprav to, kar tudi zdaj deloma govorimo, ki publicirajo svoje članke in dela tudi v glavnih slovenskih medijih. Kako honorar novinarja vpliva na njegovo delo? Kakšna je finančna situacija v tem sektorju? Ali povprečni bralec sploh še ceni kvaliteto prebranega? Mogoče gospod Igor? Tako bi rekel. Seveda, jaz izhajam iz prepričanja, da pri časopisih recimo, ali pa pri strukturiranih uredništvih obstaja ki proizvajajo nek kolektivni produkt. Spomnimo, da telednevnik, radijski dnevnik, ki ga proizvajajo kolegi iz Raja, pa Primorski dnevnik, to so kolektivni produkti. Torej, že znotraj samega uredništva obstajajo neki filtri, nek nadzor na tem, kar objavljamo, neka odgovornost do lastnega medija. Tako da mislim, da ta očitek, jaz saj v moji izkušnji ga ne zaznavam, mislim, pri našem delu, se pa berem kar pogosto pripombe, kritike in očitke bralcev na ta račun. Mislim, da veliko škodo delajo novinarstvu samemu in kredibilnosti medijev, sami novinarji pa tisto uredništva, ki vstopajo recimo ideološko v neko javno debato, javno razpravo ali pa da se politično angažirajo pri svojega pisanja. Ne. Mislim tudi glede tega, morda je malo drugačna tradicija, ki jo imajo novinarji v Sloveniji. Jaz kar pogosto ugotavljam, kako na slovenskih časopisih teže najdeš kroniko, lažje najdeš komentar pa kolumno. Naša italijanska tradicija je malo drugačna, je manj tega, kronike je veliko. Jaz pa itak govorim v imenu časopisa, ki je predvsem poročevalec o življenju neke skupnosti, nekega okolja. Mislim, da kar se tiče tega, krajevni dnevniki smo nekako malo bolj imuni določenim stranpotem, ki vodijo recimo v zmanjšanje kredibilnosti novinarjev. Seveda, pojav prekarnega dela novinarstva je zelo resen. To pomeni, za italijanske standarde plačujejo honorarca tudi 2,5 € za članek, 3,5 €, to je neprimerno manj, kot dobi recimo ena čistilka, če se lahko izrazim malo grobo. Torej, honorarc mora v zelo kratkem času spisati karkoli in s takšnimi honorarji tudi povezana recimo neka ideološka odvisnost. Gotovo bo napisal nekaj, kar bo všečno uredniku in časopisu.
to prekarno novinarstvo, to prekarizirano novinarstvo je naredilo veliko škodo v zadnjem desetletju. Livija nas sprašuje o sovražnem govoru. Vidite vlogo in odgovornost Facebooka in ostalih platform, se pravi Twitter, da spodbujajo ta sovražni govor? Ja, seveda, tega je zelo veliko, zato ti časopisi so se nekako opremili. Vsi časopisi so v določenem trenutku omogočili recimo bralcem, da se odzivajo, da objavljajo svoje odzive na spletnih straneh, ampak večina časopisov potem je to možnost, to svobodo bralcev tudi omejila. Mi sami smo objavili na spletni strani pravila za zajezitev sovražnega govora. In mislim, da to je dobra praksa. Kot dobra praksa je vsak poskus socialnih omrežij, da zajezijo lažne vesti. Tega je vedno več. Hvala. Ja, drži. Mislim, tudi pri nas skušamo držati tega pravila, da jih lahko omejimo zlasti napade ali kritike, ki so nespoštljivi do ljudi, do določenih tem, to ne gre v eter, oziroma ne gre po spletu. Ali s tem mislite tudi komentarje in vprašanje? Ali kdaj berete komentarje? Če so komentarji napisani korektno, argumentirano, to ne ustvarja problemov. Če pa so žaljivi in se uporabljajo neprimerno besede, zmerjajo in tako dalje, brez neke ustrezne distance, raje tega sploh ne dovoljuje, da bi kakorkoli objavili. Ampak, a vi to berete? A vi berete, na primer, ko pride do neke novice in potem se od spodaj vsuje milijon komentarjev? Včasih tudi me pokličejo, ko je kaj posebno tako zanimivega, me kolega, ki se ukvarja s tem, pokliče, reče, povej, tukaj je to in to in pač nekako skupaj tudi odločamo. Zdaj, kot je povedal Igor, so uredništva strukturirana hierarhično in pač vsak del si prevzema svoje odgovornosti, da delo steče bolj dinamično, lažje, če sam človek ne bi mogel redno sproti kontrolirati in nadzorovati vse, kar se dela. Glede organizacijskih vidikov, mislim, načrtovanja dela za naprej, kakor tudi potem spremljanja gradiva, ki pride v uredništvo, neobdeljenega, kot potem pripravljene prispevka. Kajti vse to je potem del nekega skupnega proizvoda, ki pač mora imeti neko skupno podobo tudi vsebinsko in nekje tudi oblikovno. Kajti ne moramo eni temi nameniti, 5 minut, drugi pa 30 sekund. To pravi, mora biti neko razmerje v vesteh, v pač izpostavljanju vesti. Tako Primorski dnevnik kot mi, recimo, imamo koncept nekega vsedržavnega medija, v smislu, da oddajamo tako vesti, ki zadevajo državno politiko, italijansko politiko, slovensko politiko, potem mednarodne vesti, kroniko našega teritorija, Tržaške, Goriške, Benečije. Kanalska dolina žal je daleč in jo skušamo sicer kriti, ampak ne tako, kot bi si želeli. Recimo, so ta različna področja, ki jim posvečamo več pozornosti, ampak to z organizacijskega vidika včasih terja tudi določene kompromise, glede na ljudi, na sredstva in tudi na budžet in vse to vpliva. Gospod Devetak, vi berete komentarje pod novicami? Jih včasih berem, ja, ampak vem, da si s tem tudi običajno gradim življenje. Predvsem me tako pušča tako nezadovoljnega dejstvo, da to neprestano ugotavljamo in odkrivamo, da na koncu se v teh komentarjih postane monopol samo določenih piscev. In tudi, ko kdo skuša potem zapustiti v komentarjih nek argument, argumentirati neko misel, konstruktivno misel, ga kmalu potunka, ga mali potočijo in povozijo.
Žal potem, in mislim, da tudi, ko bi se imenoval ta tolerantni ali pa dobri komentatorji, ti, ki bi imeli argumente, s katerimi pospremiti novico, ki jo objavljamo, potem obmoknejo. Na koncu tudi sami ugotavljamo, da nažalost velikokrat ti komentarji so prigreznica, kot pa ena spodbuda k nekemu razmisleku. Imamo kar nekaj vprašanj, tako da gremo kar naprej. Marko, vprašanje za vas. Marko, so to vabljeni občinstvo preko Facebooka, če se dobro obnese? Nisem razumel, kaj če? Če se vabljene občinstvo preko Ja. Če se dobro obnese. Moram reči, da to je zelo odvisno na temo, glede teme, ki jo pač objavimo. Nekatere teme, zlasti če zadevajo naš zamejski prostor, recimo šolstvo, naletijo na zelo velik odziv, hiter odziv. Starši, recimo, šoloobveznih otrok, ponavadi na take vesti zelo hitro odreagirajo. Ali pa, nekatere teme, ko so tudi trenutno, recimo, tudi vesti okrog raznih vladnih odlokov v zvezi s covidom in tako naprej, so tudi zelo obiskani in opažamo veliko sledilcev. Druge vesti seveda niso tako zanimive in pač ljudje jih pogledajo zgolj, če jih ta tema zanima. Tako da je zelo odvisno od teme do teme. Vprašanje strani Mateje. Pozdravljena, Mateja. Kaj je v teh pandemičnih časih največji izziv za vajina medija? Če naj povem našo izkušnjo, že pomladansko izkušnjo, ko smo v Italiji doživeli popoln zastoj javnega življenja, tudi te prosvetne kulturne živahnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji. In to pomeni, da naš časopis je enostavno mu je zmanjkalo novic, torej mi vsako spremljamo utrip Slovencev v Italiji, torej vse to, kar se dogaja v javnosti, v družbi, kulturi, športu in tako naprej. Ampak smo se pa jasno zavedali, da istočasno se je zaustavilo torej javno življenje, so se naši bralci zapirali med 4 stene in zdaj smo si vlogo, posebno to vlogo, mislim, družbeno odgovorno vlogo, da smo jim stali ob strani, da smo jih kakokoli informirali, da smo jih, če po možnosti sproščali, da smo tudi razširili morda celo spekter bralcev, ki smo jih nagovarjali. Ne spomnim, obrnili smo se izrecno ali pa še posebej na družine, uvedli smo posebne vsebine za otroke. Torej, skušali smo ljudem pomagati, stati ob strani. Seveda informirati, smo jih informirali, ampak še vedno smo skušali ohranjati to skupnost, ki je izgubila to vez, ki jo predstavljajo društva, ker društva v tistem času so svoje dejavnosti zamrznila in torej se je ta vest recimo ohranjala tudi po zaslugi vseh medijev, vseh časopisov, gotovo kolegov na Raju, tako televizijskih dnevnikih kot radijskih in z vsemi ostalimi oddajami. Mogoče, da gremo kar naprej še na vprašanje, oziroma, gospod Tavčar, če lahko še vi poveste, kaj v tem trenutku vaš največji izziv in dodajam še pod vprašanje Mateje, kaj pa je s političnimi pritiski? Lahko takoj povemo, da začnemo pri politiki. Politika je v Italiji, vsaj osebno, nisem niti enkrat doživel, da bi taka ali drugačna stranka ali tak ali drugačen politični človek hotel kaj vplivati na vsebine, ki jih raj oddaja. Mislim, da gre za neko, bi rekel, normalnost. Javnost se zaveda, politika v Italiji se zaveda, da pač informacija ima svoje poti, svoje postopke, svoje oblike obveščanja in vsaj po svoji izkušnji lahko rečem, da se ne doživlja
pritiskov. Smo doživeli, da je kakšen politik rekel, da ne bom nič povedal, ne dam nobene izjave, ampak to je potem stvar svobodne volje. Naše edino vodilo je to, da skušamo vsem političnim akterjem na teritoriju, na različnih ravneh, od občinske uprave do deželne uprave, do osrednje rimske vlade oziroma parlamenta, da ohranjamo isto razdaljo in zlasti v času volilnih kampanj oziroma predvolilnega časa, predvolilnega časa, imajo vsi nastopajoči enako dolgo dobo nastopa. To obstaja tudi določen nadzor nad tem. Namreč obstaja tako imenovana kontrola politične korektnosti, ki jo izvaja nek poseben inštitut v Paviji in nasproti dan za dnem šteje minute in sekunde, ki jih dobi vsaka politična stran po televizijskih dnevnikih. Torej, z tega vidika je stvar zelo natančna. Isto velja tudi, ko so volilne kampanje, mi smo javna informacijska služba, torej smo dolžni posredovati gledalcem in poslušalcem tudi predvolilne nastope političnih kandidatov. Mi sporočimo politični javnosti, da so na razpolago tako imenovane volilne tribune in stranke se prijavijo, vsaka dobi točno določeno število minut oziroma sekund, ko lahko nastopijo pred mikrofonom oziroma pred kamero, ali pa če je soočenje raznih predstavnikov, kdor vodi oddajo, strogo pazi, da ne bi ena politična sila dobila več prostora kot druga. Torej, z tega vidika je zelo natančno. Prej je bilo še eno vprašanje, o čem imamo zdaj eno vprašanje enega poslušalca, ki se ne želi izpostaviti, anonimen, ampak se navezuje prav na to, tako da bi ga prebrala. Hvala za priložnost, ostanem v našem manjšinskem svetu oziroma krajevno, sem poslušalec iz Benečije, imam vtis, da slovenski spored tretje mreže, informativni oddelek Raji TDD, vedno, kar se tiče Benečije, večkrat poroča precej pristransko in pa čestokrat nastopa nepragmatično. In še, kar se tiče Primorskega dnevnika, vedno za Benečijo oziroma Videmsko pokrajino imam vtis, da premalo poroča ali da prav Videmska pokrajina je premalo prisotna v edinem slovenskem manjšinskem dnevniku. In vaju prosi za vajen komentar. Jaz bom tako povedal, Primorski dnevnik skrbi za to, da je deželni časopis, glas manjšine v vseh pokrajinah, sicer seveda osredotočenje na Tržaško in Goriško, ker ima tudi uredništvi, ima pa tudi utečeno sodelovanje z novim Matajurjem. Naj spomnim, da naročniki Primorskega dnevnika Primorski dnevnik enkrat na teden prinese na domove naših naročnikov tudi novi Matajur, torej enega izmed dveh periodikov iz Videmske pokrajine. Seveda, velja tudi za nas, podobno kot je kolega Marko povedal, idealno bi bilo imeti novinarja na terenu, novinarja, ki odgovarja tempom dnevnika, ne pa tednika v resnici, in da se nasproti opozarja o novicah. Dobro veste in dobro vemo, da usoda Primorcev iz Goriške in Videmske ni ravno ista kot usoda in zgodov preteklost tudi naših sobratov iz Sorojakov iz Videmske pokrajine. To je neka meja, o tem očitno je. Ampak če lahko nekaj napovem, pravkar pripravljamo neko močnejšo navezo prav s kolegi na Videmskem, da bi sveže novice pogosteje objavili, ampak tudi z občutljivostjo ljudi iz tistega prostora. A če imamo med našimi mladimi iz vaših koncev kakšne mladobudeže, ki se lahko vrnejo na vas?
Da bi sodelavci zunanji. sodelavci zunanji in tako Seveda, jih lahko ga nagovorimo. absolutno. Kako pa bi bil No, če dovolite, tako, ja, gospod Tavčar? ja, še to. Torej, ja, je res žal, Benečije ne spremljamo, ne krijemo toliko, kot bi si želeli. Benečija je sicer prav včeraj, recimo smo imeli prispevek o 70-letnici izhajanja novega Matajurja, prejšnji teden v nedeljo, če se ne motim, v prispevek o torej, turistični ponudbi na Trčmunu oziroma v teh gorskih vaseh. Skušamo pač kriti, kar se da. Mi pred kakšnim tednom, v začetku šolskega leta, smo kar nekajkrat spremljali razmere v dvojezični šoli v Špetru. Pač mi se skušamo prilagajati tudi, kot pravi Igor, dogodkom, ko se nekaj dogaja, zlasti za televizijo, moraš nekaj pokazati tudi slikovnega, ne moraš vedno pokrivati vesti z arhivskimi posnetki, kajti vsak bo potem rekel, no, ta je že mrtev, tisti dan, danes je deževalo, v resnici so kazali sonce in tako naprej. Torej, to je en tehnični problem, ki ga televizija takoj izpostavi, ko moraš neko vest kriti z arhivskimi posnetki. Torej, to je en problem. Je pa res, da ko bi nam bilo mogoče imeti zagotovljeno recimo 2-3 prispevke tedensko iz Benečije, bi to bil idealen cilj. Žal ne uspe tako pogosto. Morda nam uspe 3-4 na mesec, ampak ne na teden. Mi v projektu Maj smo spoznali simpatično skupino mladih iz Benečije, zelo aktivnih, tako da vas mogoče povežemo v prihodnje. Res simpatična skupina mladih, ki so se nam pridružili. Maju, če ste z nami, vam maham. Lani so bili z nami v Cankarjevem domu. Imamo pa še 3 komentarje, in sicer Ela nas sprašuje: poročanje mora biti objektivno, ampak kaj pa, če je nekomu neka tematika preveč blizu, da bi lahko ostal objektiven? Kaj se stori v takem primeru? Kako zagotoviti največjo možnost objektivnosti v vsakem primeru? Ja, če bom se začel jaz, tega se zavedamo, se marsikdaj tudi spopadamo s tem vprašanjem. K sreči v uredništvu je dovolj oseb, da lahko neko temo potem predamo drugemu novinarju, čeprav je ni prinesel on v redakcijo. Recimo mi govorimo vedno o novicah. Včasih v redakcijo uredništvo prinese novico, torej to, kar po naši presoji zanimivo, da je izpostavljeno še v časopisu, novinar, ki potem o tej temi ne bo pisal ravno zato, ker je pri zadevi nekje recimo angažiran ali pa jo pozna od znotraj. S tem vprašanjem se večkrat spopadamo. Je pa tudi, kot sem že nekajkrat rekel, od poklicnosti novinarja je samo odvisno, tudi če da katerokoli temo obravnava z upoštevanjem vseh gledišč in tudi različno mislečih, ko o nečem piše. No, seveda je to lahko problem. Mislim, dobra praksa je tudi ta, da ko obravnavamo neke kočljive teme, navadno damo vest prebrati tudi drugim kolegom, tako da 2-3 osebe preberejo in na ta način malo uskladimo oziroma uravnovesimo prispevek. Je pa, kako bi rekel, ni vedno nujno zlo. Je znana anekdota kolega, ki je doživel prometno nesrečo in je fotografiral pač ponesrečeni avto, razbit avto, obvestil uredništvo, napisal članek in potem šele šel na urgenco, da so ga zašili. Dobro, to so že anekdote, ampak če reči, stvar ne izključuje nekega resnega pristopa do dela, ki ga skušamo opravljati. Je pa res, da je zdravo, da vest prebere, če kakorkoli kočljiva, da jo prebere kar nekaj kolegov, pa kolega recimo, da se stvari uskladijo. Je pa tudi res, da recimo naš sistem, torej pravilo znotraj RAJ je ta, da
po možnosti dogodkov, pri katerih aktivno sodelujejo novinarji, gotovo ne o tem poročajo. Sedaj imamo dve vprašanji, s katerima se selimo nazaj v Slovenijo, v Ljubljano, in dva naša slušatelja, gledalca, imata dve vprašanji vezani se prav na slovensko novinarstvo. Sicer bom najprej prebrala eno. Dejstvo je, da mlade tiskani mediji s kvalitetno literature ne zanimajo. Večina bralcev na Facebooku, na spletnih platformah je starejša populacija, ki se je presedlala iz fizičnega časopisa na splet. Zanima me iskreno mnenje. Bosta vaša medija v roku 30-40 let sploh še obstajala? In pa, Slovenija je konec koncev le majhna država, ali se mogoče že pozna konkurenca tujih medijev? Navsezadnje je danes za mlade generacije angleščina drugi jezik. Torej najprej obstoj čez 30-40 let? S tem smo že govorili na začetku, ne? Ja, jaz sem prepričan, da če govorim v imenu časopisa, to je tiskanega medija, prepričan sem, da časopisi bodo obstajali, dokaj bo obstajal zadnji časopisni novinar. Zadnji novinar tiskanega medija, sicer to ni izvirna misel, če sem motil izrekel Doncet na Kolumbijski univerzi, ker imajo odličen tečaj novinarstva. Mislim, da novinarstvo bo obstalo in tudi tiskano novinarstvo obstalo s poglobitvami, če se bo razlikovalo od vseh ostalih medijev, ki posedujejo informacije. In velika skušnjava v preteklosti je že bila, da tudi tiskani mediji lovijo ali pa bežijo za novicami, ki jih je na pretek v socialnih omrežjih, naprimer, ampak smo se sami kmalu zavedali, kako je to pogubno. Torej, izziv in tudi pogoj za preživetje tiskanih medijev, časopisov, naprimer, je ravno ta, da tiskanih medijev omogočimo poglabljanje in predvsem preverjanje informacij. To, kar splet in danes socialna mreža ne morejo zagotavljati. Kaj pa, gospod Tavčar, če vi mogoče na ta drugi del potem odgovorite, naprimer, da je danes mlada generacija tako vezana na angleščino in da ker je Slovenija tako mala, da se boji, da bi slovenski jezik se izpodrinil. Pa se mogoče tukaj naveževa na vprašanje jezikovnega pomena, jezikovnega vidika, pomen zamejskih časopisov. No, za zamejski prostor so mediji v slovenščini prav gotovo temeljnega pomena. Ob šolstvu, ki v slovenščini, se pravi vrtcev, osnovnih, nižjih srednjih šol v slovenščini, so mediji v slovenščini ključnega pomena, da se neka določena jezikovna raven ohrani in razvija. Včasih je mogoče naš jezik v primerjavi z najaktualnejšimi pojmi v matični domovini že mogoče nekoliko okrnjen ali zastarel, vendar pa opažamo, da je vloga medijev zelo pomembna. Če dam primer, ko smo začeli s televizijskimi sporedi, na terenu intervjuvati ljudi in jih prositi za pogovor in tako dalje, recimo športne kronike, je bilo kar težko nagovoriti trenerje ali igralce, da so stopili pred mikrofon in nekaj povedali v recimo neki knjižni ali vsaj približno knjižni slovenščini. Danes, po 25 letih, lahko rečem, da se je ta odnos bistveno spremenil. Ljudje, zlasti mlajši, brez kakega kompleksa ali težave stopijo pred mikrofon in tudi nekaj povejo. Jaz osebno lahko povem, da sem recimo za kmetijsko oddajo na začetku 90-ih let intervjuval nekega mlajšega kmetijskega tehnika v Benečiji in so začeli ta pogovor ob 6. popoldne in končali ob 11:30, s tem, da sem mu tako rekoč narekoval
odgovore v slovenščini, torej prej so se pomenila, kaj bo povedal, potem sem mu narekoval odgovor v slovenščini, s tem, da si jih je on pisal z italijansko pisavo. Okay. Brez čaju, šaju in tako naprej. Dobro, ta ista oseba danes govori gladko slovensko. Seveda, z naglasom iz Mediških dolin, ampak neko lepo, sočno, bogato slovenščino, ki je seveda obogatena tudi z narečnimi izrazi, ampak živo slovenščino. In to se mi zdi, da je tudi zasluga radija in tudi zasluga televizije oziroma drugih medijev, da ljudje poslušajo, da slišijo tudi, kako ta jezik zveni in se tudi na ta način učijo. Recimo radio je v zadnjih desetletjih opravil izredno dragoceno vlogo v rezi. Vsak teden mi imamo ob sobotah daljšo oddajo iz rezije, kjer se oglašajo domačini v rezijanščini in povejo svoje teme, aktualnosti, dogodke, napovejo različne, povejo tudi kakšno pravljico, zapojejo. Se pravi, ta jezik je na ta način postal živ, se širi med ljudmi. Isto velja za oddaje iz Benečije. V sobotah popoldne je daljša oddaja iz Benečije. Tudi jo urejajo sami Benečani, vsako soboto. Torej, jaz mislim, da radio in televizija upravljata tudi na teh področjih kar pomembno vlogo. Enkrat na mesec je oddaja iz Kanalske doline. Torej, tudi z tega vidika je neka prisotnost v teh krajih in ljudje lahko sodelujejo svojo živo besedo. Kar se tiče pa angleščine, mislim, da je to stvar zavesti vsakega izmed nas, če se odpovemo slovenščini kot tudi strokovnemu jeziku, v katerem lahko izražamo tudi zapletene pojme, ne samo literarne, zgodovinske, filozofske, ampak tudi tehnične, znanstvene in tako naprej, sami sebe okrnemo neko bogatstvo, tudi neko duhovno bogatstvo, ki je lahko samo neka pridobitev za vsakega posameznega človeka. Na to temo smo imeli čudoviti webinar pred dobrim mesecem, ko smo govorili, ali je slovenščina velik ali mali jezik. Vam priporočam, da si ga pogledate, ker je bil res čudovit. Ampak v tem trenutku bi samo še nekaj vprašala, gospod Tavčar. Vi imate v Italiji namreč kar veliko ur predvajanja slovenske vsebine. Govorila sva 11 ur. Ja, radio oddaja 12 ur in pol na dan. Seveda, kar se tiče informativnih sporedov, mi imamo 7 radijskih poročil, 3 od teh ob 7, ob 13, ob 19 so 20-minutne oddaje, ob 8, ob 10, ob 14 in ob 17 so krajše, od 10 do 15 minut. V teh, bi rekel, razmikih imamo seveda vesti, ki se nanašajo glavne na krajevne vesti, zlasti krajša poročila imajo velik poudarek na krajevnih vesteh oziroma kulturnih dogajanjih. Daljša poročila so približno polovico namenjena italijanski in mednarodni kroniki in vestem, druga polovica pa krajevnih. Kar se tiče pa programov, programi so strukturirani drugače, v smislu, da posamezni uredniki skrbijo, ne vem, za otroške oddaje, za zborovsko glasbo, resno glasbo, kontaktne oddaje v živo, ne vem, dramski oddelek skrbi za to, da predvajamo oziroma oddajamo dramske radijske igre, branje romanov in poročamo o gledališkem dogajanju na Primorskem. Se pravi, da so... V bistvu povedati to, da je Italija kljub samo od vseh zamejskih manjšin tukaj, da imate največ ur predvajanja slovenske vsebine, tako na radiju kot na televiziji. Zanimivo bi bilo, ker imamo tukaj tudi nekaj poslušalcev iz Porabija, ker tudi televizijsko so Porabje zelo močno. Mislim, da smo tukaj v Avstriji na Koroškem kar najšibkejši, kar se tega tiče. Ja, jaz kar vem, radio na Koroškem ima dnevno svoje sporede. Nekaj je tudi Radio Gora, ki pa ima dokaj, rekel, multikulturno lahko ozadje, recimo. In potem so ti tedenski, nedeljski televizijski programi, ki so gotovo neka zanimiva poglobitev. Jaz bi z tega vidika dodal samo to, da prej radio in potem tudi televizija
Sodelujemo tudi z ORF-om in z RTV Slovenija oziroma s Koprom dnevno, kajti mi se izmenjujemo vesti, slikovno gradivo, intervjuje in tako dalje in bodi si glede različnih vsebin. Medtem ko recimo za televizijo se pripravlja programski oddelek Mesečnik Links, ki predstavlja sodelovanje med raznimi televizijskimi hišami področja Alpe-Jadran, se pravi tudi, ne vem, Južna Tirolska, Veneto, Hrvaška in tako naprej, do Bavarske in Koroške in Štajerske in tako naprej. Torej, to področje Alpe-Jadrija krije ta oddaja Links. In isto velja tudi za radio, kjer pa je mesečna izmenjava med radiom Stelovca, Ljubljane in našim, s tem, da sodelujejo pri pripravljanju neke mesečne kronike. To so mesečne oddaje, recimo ORF pripravi oddaje, ki jo oddajemo mi pripravimo primorske vesti, ki jih oddaje potem ORF oziroma Slovenija, Slovenski radio, tako da neke izmenjave so, in to ne od danes. Radio recimo sodeluje vsaj z prvih 80 let. Gospa Mateja je komentirala, da po njenem mnenju ste najslabše pokriti Slovenci na Hrvaškem. Ker smo zdaj že 1 uro v etru, imamo še en komentar, ta je vezan na Slovenijo. Mogoče komentar glede nasilja, ki smo ga doživeli nad novinarji, fotografi in podobno na protestih prejšnji teden v Ljubljani. Vzroki zanj, kaj menite o temu? Kakšno je vajino mnenje? Gospod Devetak. Prepričan sem, da nobena demokratična in civilna država si ne more privoščiti, da politika posega in pogojuje svobodo medijev, da pritiska na nje, in katerakoli demokratična civilna država mora na vse načine skrbeti za to, da so novinarji in da so mediji zavarovani zaščiteni pred katerimkoli nasiljem. Mislim, da kakovost demokracije je odvisna predvsem od kakovosti medijev, ki jih ima. To velja prav za vse države, za Slovenijo, za Italijo, katerekoli države. Mislim, da je prav, da se tudi odzovemo potem na takšne vesti, da smo tudi solidarni do kolegov, kakorkoli, zato smo tudi te vesti objavili na našem časopisu. In mislim tudi, da je prav, da te problematike, ki so recimo v tem primeru slovenske, predvsem da internacionaliziramo, da poskrbimo za to, da se odzove tudi Evropa kot Zveza demokratičnih držav. Gospod Tavčar? Ja, se strinjam, kajti svoboda tiska je temeljna svoboda za vsako družbo in brez te svobode pač takoj zapademo v ekscese, ki nikakor niso koristni. In tega bi se morala v prvi vrsti zavedati prav politika, ki je večkrat zlorablja svoj položaj in meni, da bo vplivala na neke vsebine. Pozabi pa, da mediji ponavadi so, kot je nekdo povedal, v Združenih državah Amerike svoj čas, časopis je bil pred izvolitvijo, med izvolitvijo in bo gotovo tudi po izvolitvi takega ali drugačnega predsednika. Evo, nekako smo, je mogoče še kakšna tema, ki bi jo videl mogoče rada izpostavila, ali če imamo še kakšno vprašanje strani naših gledalcev, z veseljem odgovorimo. Ja, gospod Devetak. Jaz bi samo to rekel, ker se je nekajkrat pojavilo vprašanje o mladih in časopisih in o mladih medijih. Predstavljam si, da med našimi poslušalci, sledilci, zdaj so mlade osebe. Sam predstavim naš primer Primorskega dnevnika in še se naveže na to vprašanje, kateri je največji izziv. Naj izpostavim, da pri Primorskem dnevniku smo v zadnjih letih doživeli
neko zelo korenito generacijsko zamenjavo. Torej, mislim, že samo ta podatek, da naše uredništvo, povprečna starost novinarjev Primorskega dnevnika je 40 let. To pomeni, da imamo veliko mladih pisarjev, mladih novinarjev. Torej, glavni izziv je torej vzpostaviti neko medgeneracijsko vez, torej med mladim uredništvom in pa bralci časopisov, ki so večinoma stari. Ampak starejši ljudje, jaz tako na pamet bi rekel, da povprečna starost našega bralca je 60 let v resnici. Ampak izziv je v tem in istočasno pa je tudi ta izziv, da kakorkoli na straneh časopisa, tiskanega medija, nagovarjamo mlade bralce, iščemo pot do mladih bralcev. Se zavedamo, da bomo mednje stopali prek drugih prek aplikacij, spet tako naprej, ampak jih nagovarjamo in temu posvečamo veliko pozornost. In še to informacijo, je res, živimo v večjezičnem prostoru, standard v naših šolah, v slovenskih šolah v Italiji je, da otroci prihajajo iz mešanih družin, ker je italijanščina močno prisotna. Ampak se še vedno najdejo mlade osebe in spontano tudi stopijo do nas, recimo mlade osebe, ki imajo smisel za jezik, odnos do jezika in znajo tako recimo po naravnem talentu lepo pisati in si želijo pisanje objavljati tudi v tiskanem mediju. Ja, to je gotovo izziv tudi za nas. Kot sem prej nakazal, svoj čas smo imeli tudi mi zunanje sodelavce, ki so lahko bili neposredno v uredništvu. Recimo v športni redakciji smo ob nedeljah imeli skupino 3-4 fantov, ki so pomagali pri zbiranju vesti in tako naprej. Ali pa so pisali, nekateri kulturno kroniko. Se pravi, da je bil nek kader, ki je sodeloval z našim uredništvom in si sproti preverjal lahko, koliko ga to delo zanima, koliko je, bi rekel, tudi sposoben in vse to. Ko se je spremenil v nekem določenem trenutku, je rimska direkcija ukinila ta sistem zunanjih sodelavcev in so rekli, da so uvedli dejansko ta sistem razpisov, ki pa je časovno redek pojav. Tako da se zgodi, da recimo, ko se izčrpa tisti seznam, ki je nastal ob razpisu, ob tem izpitu, tako rekoč, je treba pač čakati, da se direkcija odloči, da potem razpiše nov natečaj, nov razpis. In do takrat smo včasih tudi na tesnem. Se pravi, da v tem smislu je težko vzpostavljati neko tesno sodelovanje z novimi sodelavci, vsaj tukaj v naši strukturi novinarski, nekoliko lažje je pri programskem oddelku, kjer imajo pač drugačne sisteme dela in torej lažje dostopajo tudi do drugih zunanjih sodelavcev. To je gotovo vprašanje, ki ga je treba obravnavati in mogoče tako ali drugače prej ali slej tudi nekako iskati neke rešitve za to. Zaenkrat je pač tako in žal ni odvisno od tržaške redakcije oziroma tržaškega vodstva, ampak so to neka navodila, ki jih določa osrednja rimska direkcija in vse Italiji prilagajamo temu. Če lahko tako povzamem, pravzaprav digitalizacija in ustrezni kadri oziroma primerni kadri torej niso pereč problem samo v gospodarstvu, ampak tudi v novinarstvu. Jaz bi se vam iskreno zahvalila za sodelovanje, za vajin čas. Hvala vsem poslušalcem za vaše vprašanje, za res dobro vprašanja in ste dobro sooblikovali to vsebino. Seveda vse vabim, da se nam pridružite naslednji petek ob zaključni prireditvi Maj, takrat bo bolj vesela v glasbi. Vabljena tudi gospoda Betak in Tavča, da se nam pridružita. Sicer pa zares lepa hvala. Če imate še kakšno zaključno misel?
Jaz bi samo spodbudil, če je med vašimi poslušalci, vašimi sodelavci, če so mlade osebe, mladi ljudje, ki bi radi tudi se preizkusili v tiskanih medijih. Mi imamo sicer dopisnika, tudi na Koroškem, ampak kljub temu smo vedno v iskanju mladih in svežih sil. Odlično, odlična ponudba. Lahko tudi vas kontaktirajo, gospod Tavčar? Torej, mi smo hvaležni za vsakogar, ki nam sporoči kako vest in novico. Lahko, ko bi rekel, bomo skušali nedvomno o tem poročati. Kot sem rekel, je pa problem tudi pri sklepanju takih priložnostnih sodelovanj. Mislim, podjetje pri nas ne obstaja oblika prekarnega dela. Z tega vidika je raj zelo natančen in strog in torej, ko bi bila taka oblika v novinarskem sektorju, bi bilo to za nas zelo spodbudno in hvalevredno. Zaenkrat se zunanjih sodelavcev lahko poslužujejo samo kolegi pri programskem oddelku. So pa vsi dobrodošli, da nam kakorkoli sporočijo kako vest ali temo, ki bi lahko bila zanimiva za ta naš prostor. Jaz vam bom tako jutri sporočila, da obstaja zaključna prireditev maj. Hvala, da bomo gotovo o tem obveščali. Super, hvala. Res hvala. Pozdrav iz Celovca v Trst. Hvala. Vračamo pozdrav. In si želim, da se čim prej vidimo v živo in da se nam časi obrnejo na bolje. Ne? Ja. Hvaležni, da Srečno vsem. Adijo, srečno. Hvala. Srečno. Adijo. Adijo.